pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela tekma 26. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici se bosta pomerili ekipi Radomelj in Kopra. Poglejmo, kaj sta pred začetkom tekme povedala oba trenerja. Dobil mesto v začetni enajsterici Peri za Kolja. Kol je prišel do strela, Barišić strelja in ni zadetka, obranili so se Radomljani. Nuhanović je potem lepo odnesel žogo, Kregar odbija. Bašić je na nek način upošteval zakon bivšega. Poda pred vrata, Kolis je žogo sprejel, pa strel Đire in ni zadetka, tole je bilo zelo nevarno. Đira. Dobra poteza Đire. Morda ima podobne karakteristike kot Luka Vešnar-Tičić. Oba sta zelo gibljiva, tehnično superiorna. Borijo se Radomljani, to da niso uspeli priti naprej. Jelić Bata lahko strelja, fantastičen strel. To da brani Velić. Ko sta trčila Bobu in pa Đira, zdaj podaja pred vrata. Strel proti vratom in gol! Gol za Koper, 1:0 vodijo rumeni kanarčki. Strelec pa okrvavljeni Đira, ki zdaj opozarja tudi na to. Prvi zadetek Hrvata v prvi slovenski nogometni ligi in Koprčani so se razveselili vodilnega gola. To je 42. gol Kopra v tej sezoni. Velić je klonil. Dolgo časa so Koprčani pletli mrežo okoli tekmečevih vrat. Đira pa je torej dokazal, da je iz pravega testa takole sprožil z kakšnih 20 metrov. In na drugi zaporedni tekmi so kanarčki pičili po strelu izven 16-metrskega prostora. Velić seveda ni imel dobrega ravnotežja, dobrega oprijema za skok v stran. Peris zdaj preigrava krasno, Kahim Peris! Ni avtogola, odlično je posredoval pravzaprav Luka Guček. Napaka Guzine, toda tu je že Jonathan Bumbu. Prenos na desno stran, tu je Sandi Nuhanović, ni vajen igre na položaju desnega bočnega branilca, tole je bil sijajen predložek, toda obranili so se Koprčani. Tu je Palčič, Matej Palčič pred vrata, dobra podaja, priložnost za Koper in prekršek nad vratarjem. So pustili soliden vtis v drugem polčasu, je pa bilo prisotne premalo kombinatorike. Zdaj priložnost, strel proti bližnji vratnici, sprožil je Šarić in tole bo. V drugem polčasu ste dogajanje preselili na tekmečevo polovico, iskali ste zadetek za izenačenje, ampak nekako se je zdelo, da ni tiste prave ideje ob zaključkih akcij. Pa moram reći da sve je nekako bilo po planu, jako pametno smo izrotirali neke igrače i bio nam je cilj nekako u drugom povremenu da mi uzmemo posjed, da mi stvaramo, jer smo pretpostavili da će oni biti umorni, da ne mogu u nizu odigrati 4 utakmice. Prvo povremenu taktički smo dobro stajali, ubacili smo nekoliko igrača s kojim sam jako zadovoljan, pogotovo sa Malim Zulčem koji je igrao jednu super tekmu. Drugo povremenu smo imali 2 dobre šanse, imali smo posjed, imali smo build up, imali smo, ja bih rekao, onu našu igru koju mi želimo, da smo stalno napadalno odrencani. Moram reći, možda glupo zvuči 1:0 kad izgubi utakmicu, jako sam zadovoljan sa svojim momcima kako su odigrali i reći ću, pametno smo izrotirali neke igrače i mislim da će to dati rezultate u narednim utakmicama. Časa zdaj ni veliko, kako se boste pripravili za srečanje s Domžalami? Ma ništa, jedva čekamo utakmicu, ja bih rekao tako, na taj način. Izićemo u punom sastavu, onako kako treba, pokušat ćemo da nešto napravimo u toj utakmici, to je derbi. Domžale odlična, fenomenalna ekipa koja je danas je izgubila utakmicu, ali bit će to u derbi, nadam se da će gledalci imati šta za vidjeti. Zoran Zeljković, na zadnjih tekmah niste imeli veliko sreće, danes pa ste odgovorili zelo dobro, dokaj suvereno ste zadržali minimalno prednost. Ja, mislim, da smo se kar organizirano branili. Mene veseli, da smo po 15 tekmah držali končno 0, ampak fanti so res odgarali in mislim, da gre nekaj na vse zasluženo 3 točke v Koper. V drugem polčasu ste izpeljali nekaj protinapadov, ne pa toliko kot ponavadi. Se morda pozna tudi zasičenost, ritem tekem je res peklenski. Ja, ritem je res težek, ampak mi to ne upravičuje, ker smo imeli res par dobrih situacij, da bi lahko bolje. Ampak glede na zadnjo tekmo, kar smo se pogovarjali, se pravi, nismo se predali do zadnje minute,
res šprintali 95 minut in na koncu bili za to nagrajeni. V naslednjem krogu boste gostili Bravo, kakšno tekmo tam pričakujete? Težko, tako kot vsaka, se pravi, mi igramo res tekmo po tekmo. Ni bilo lahko nocoj igrati, kajti vedeli smo, da nas samo zmaga drži v igri, malo se je čutil ta psihološki pritisk, ampak fantje so odreagirali tako, kot morajo in res vse čestitke. Sandi Nohanović, danes ste bili izjemno napadalni, predvsem v drugem delu tegale srečanja. Na koncu, predvsem v zadnjih 5 minutah, se je zdelo, da boste izenačili. Kaj je bilo na koncu, da vam ni uspelo priti vsaj do remija? Ja, ne vem, vedno zmanjka tista pika na i, se mi zdi. Gol smo dobili, bolj kot ne po nesreči, slabo smo pokrili in Koper izkoristil svojo priložnost. Drugi poločas smo bili boljši, mislim, da smo si zaslužili ta gol, ampak kar je. Ampak kljub temu igre, če gledamo zadnje 3 tekme, niste izgubili, sicer sedaj poraz, ampak če gledamo ta spomladanski del, ste lahko generalno gledano zadovoljni s predstavami Radomelj? Ja, seveda smo lahko, popravili smo predvsem defenzivo, ne dobivamo več to golov, kot smo v prvem delu, izkoriščamo svoje priložnosti in tako da upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu. Zadnja, oziroma predzadnja tekma pred reprezentančnim premorom proti lokalnim nasprotniku, verjetno dodatnega motiva ne bo potrebno za tekmo proti Domžalam. Ne, definitivno ne, igrišče poznamo, igramo oboji na tem igrišču, tako da bo borba. Matej Palčič, na zadnjih 2 tekmah proti Radomljam smo videli po 5 golov, danes samo enega. To verjetno tudi nakazuje, da je bila tale tekma kar zahtevna oziroma precej trda. Ja, zelo težka tekma, ampak po naših zadnjih 4 tekmah smo vedeli, da na koncu moramo iztisniti vse od sebe in pripeljati to tekmo do konca. Zmagali smo in to je važno. Prvi polčas ste bili boljši nasprotnik, v drugem, predvsem pa v zadnjih 3-5 minutah je bilo pa kar napeto pred vrati. Takrat vas sicer še ni bilo več v igri, ampak kako ste vi s klopi videli te zadnje pritiske Radomelj? Ja, mogli bomo to popraviti, pogledati, kaj se da narediti in tekmo malo prej pripeljati mirno do konca. Sedaj vas čaka za zaključek tega hudega niza tekem Bravo, morda samo nekaj besed za naslednjo domačo tekmo. Ja, doma vedno gremo po 3 pike, tako da če želimo biti v vrhu, moramo osvojiti te 3 točke.